Živo, Živijo. Studio 2 tukaj. Daj mi povej, kje je fuzbal? Kje jaz lahko dobim fuzbal? Fuzbal? Ja, Zvečer? ja, za zvečer. IRD1. Ok, hvala lepa. Čau. Da sta Toni in slika na televizijskih zaslonih kot se šika, skrbijo tehnični vodje. Delujejo v ozadju, njihov poklic pa je izjemno pomemben za brezhibno predvajanje programa. Naloga tehničnega vodje je, da vodi, koordinira in pa nadzira produkcijsko ekipo. Mora imeti dobro pripravo na samo snemanje, dobro predvidevanje, kaj se lahko zgodi, dobro poznavanje samega studia in spremljati proces dela. Nekateri tehnični vodje delujejo v studiu, drugi na terenu in ti skrbijo, da gladko potekajo tudi prenosi z reportažnih vozil na terenskih snemanjih. Predvsem največja razlika je v tem, da je tukaj tehnologija postavljena. Na terenu imajo pa malo več dela, kjer morajo pa kakšne stvari na novo prevezati, malo bolj dinamično delo je. Tole zdaj je dnevnik v živo in teče brez problemov in takrat, kadar tako teče, je delo najbolj upravljeno. Številni gumbi, stikala in kabli. Vse to mora obvladovati 17 tehničnih vodij, kolikor jih na televiziji Slovenija skrbi za studijske oddaje. Vsako predvajanje potrebuje tehničnega vodjo, zahtevnost dela pa je odvisna od vrste oddaje. Delo tehničnega vodje je naporno, saj nikoli ne veš, kdaj se kakšna stvar pokvari, kdaj se kakšna stvar lahko zalomi. In takrat, ko se, je stvar zelo naporna. Ko se kaj zalomi, mora tehnični vodja ukrepati takoj. Rešiti pa mora tudi težave, ki se, sicer redko, pa vendarle pojavijo med sodelavci. Pri sodelovanju z režiserji, tajnicami in drugimi operativci je potrebno kar nekaj psihološkega znanja. Tehnični vodja torej ne skrbi samo za tehnično brezhibnost predvajanja programa, ampak tudi za medosebne odnose sodelujočih pri nastajanju oddaj.